misionarji hvaležnosti za čudež življenja, Marijin rojstni dan nas vabi k temu, in za čudež vere, da moramo moliti, da moramo biti tukaj zbrani. Hkrati prosimo, da bi bili naši medsebojni odnosi lepi, da bi tudi kot Marija z darom pod srcem hiteli k Elizabetom sodobnega časa. Marija ni ostala sama v Nazaretu. Pravzaprav bi bilo najbolj udobno. Ostala bi sama, sprejela je, postala Bože mati, zdaj pa lepo naprej gre zgodba. Ne, z darom srcem hiti k bližnjemu. Poglejte, kako je to pomembno v tem času, v okolju, v katerem živimo. Namreč, živimo v času komunikacije, Twitterjev, Facebookov, vsega, ne vem kakšnih mailov, ma ni da ni, pa nič narobe s tem. Če uporabljamo po pameti, so to sredstva, ki so pametna, celo papež na Facebooku. Pa meni to odlično, verjetno mu tudi to štima, ker ima toliko vseh pomočih sporočil. Ampak tega, da človeka opazimo, vidimo, objavimo, poslušamo, si vzamemo čas, podarimo drugemu čas, tega pa nobena tehnika ne more narediti. In gleda čas, v katerem je toliko komunikacije, temeljni problem ne indijskega ali pa azijskega človeka, ampak evropskega pa ameriškega, da je strahovito osamljen in mora plačevati vse mogoče terapevte, da ga nekdo posluša 1 uro za 100 evrov za čisto običajne stvari, ki bi se jih lahko pogovorili doma, v družini, po kosilu, zvečer, po molitve pa pred molitvejo. Za nič strašnega ne gre. Pogovarjati se, podariti čas in kadar zaštriplja, in povsod zaštriplja. Kdor reče, da ni konfliktov, da nismo v ta jezni, se razkregamo, laže. Umetno življenje, kot je zapisal Mister Trstenjak, je v tem, da si znamo odpuščati, se pogovoriti, da ne kuhamo mule, da ni jeza, ne vem, celo več tednov, mesecev, celo leta. To človeka uničuje, nas in druge. In najlepše bi je slišati, ko reče, kdo smo se veste v družini skregali, to se je briskalo, grmilo, da je to hudo. Ampak, poje smo se pa pogovorili, pa vsak je povedal, da je malo kriv te ali bolj stvari, nišče ni čisto popoln, odpuščamo in odpuščanje sprijemamo, služba, delo je naporno, pa včasih strela bliska tam, ker je najmanj potrebno, ker se bo doma razelektili potem, ker najlažje tam odpremo vse tiste sile in slišijo tisti, ki so najmanj krivi. In če se pa pogovorimo, odpustimo, mi pravijo potem, veste, zdaj se imamo pa še bolj radi. Umetno življenje ni v tem, da ni konfliktov, to ni mogoče. Umetno življenje je, da rešujemo, da se pogovorimo, odpustimo in so naši odnosi lahko potem še bolj kvalitetni. Torej, hitimo s tem darom našim bližnjim. Ne reševati najprej sveta, ne vem, kako daleč od nas. Najprej domačem pragu, domači hiši, domači družini. Tam, potem pa naprej. In kot Marija volimo misionarji, upanja misionarji, da opazimo ljudi različnih pogledov in prepričanj, različnih vir. Vete, ta Evropa postaja drobišek, kot vidimo, svetovni politiki. 500 milijonov nas ni. Skratka, malo, demografska praznina, etična praznina, duhovna praznina, to je problem Evrope. Ne begunci, pa ne vem, kakšne stvari. Begunci so prišli zaradi tega, kar tudi Evropa zdaj prihaja, priznava, če bi vse nagnali iz Evrope, kdo bo pa delal, ki sta najnižja dela. 5 milijonov jih je v Francijo prišlo pred begunsko krizo. Pa ne bi o tem razpravljali zdaj. Prišli so zaradi tega, ker se jih potrebovali kot tisto delovno silo za najnižja dela. Demografska praznina je uničujoča, pomanjkanje tega radosti življenja. To je problem. Zato bodimo sami hvaležni za ta življenja. Zato, kar nam je Bog dal. Življenje tako malo potrebujemo, da nas nekdo opazi, da smo hvaležni drugemu
da čutimo, da smo na svetu potrebni in da nismo sami in hkrati zares spoštujmo različne poglede, različne filozofije, različne vere, različne ljudi prepričanj pred Bogom, ni delitve na vaše in naše, na te in one stranke, na ne vem kakšne. Pred Bogom je človek, je ustvarjen po Božji podobi in ima dostojanstvo, pa naj bo starejši, bolan, vsak ima svoje poslanstvo, ali pa najmanjši otrok. In če bomo spoštovali to različnost, potem bomo lahko gradili lepe medsebojne odnose. Dragi bratje in sestre, ne bo to romanje danes Mariji za vse nas spodbuda, da bi zares s darom pod srcem, z Marijo na dobro hiteli in prinašali ljudem Jezusa. Ne svoj ego, ne samo to, da imamo mi edini prav, drugi so pa vsi zmotni. Ne to, da bomo, ne vem, kakršno okoli Jezu, da kogarkoli gojili, ampak da bomo imeli lepe odnose, razčiščene odnose, hvaležni za dar življenja in hvaležni za dar vere in hvaležni za naše družine in radi veliko, veliko molimo, ker če bomo to storili, potem se ni bomo v življenju česa bati. Potem bo v naših odnosih našem okolju prostor za radost, prostor za veselje, prostor tudi za malo humorja. Poglejte, v najtežjih razmerah se zna papež tudi pošaliti. Tudi povedo to, Birmanci večkrat pa otroci, ki znajo biti zelo odkriti. Malo tega potrebujemo, pa ne da bi se krohotali življenju. Ampak gre za to, da je treba z te svetle, lepe plati pogledati na življenje in biti predvsem hvaležni za to, kar nam je dano, ne pa jamniti, česa nimamo. In hvala Bogu, živimo v taki lepi deželi z mnogimi možnostmi in tisto, kar je pomembno, je samo to, da smo za to hvaležni in da to odkrivamo. Dragi bratje duhovniki, hvala vam, hvala čudnik in prodegan. Marija bo šla v procesi z nami, a ne da bo šla. Na koncu boste dobili vsi podobico, sicer kristijanske Marije, ampak Marija je itak ena, z molitvijo Angelu Gospodu bomo molili drug za drugega, da bomo pisali drug drugemu in če bomo to storili, potem se v življenju imamo česa bati. Želim vam blagosloveno nedeljo, lep teden, ki je pred nami, veliko ustvarjalnosti, veliko lepega in naj Božji blagoslov spremlja vse skupaj vas, bolne, trpeče osebe, tiste, ki so osamljeni, sami, prepuščeni sebi, ko nimajo morda nobenega človeka, da bi vedno znova čutili, Marija je naša in Božja mati, je naša pripomočnica, nas vodi k Jezusu, kadar smo v Jezusu, kadar smo močni, trdni in hodimo v veri, da on blagoslavlja našo pot. Amen.